Naj en. Dobro večer, drage dame in gospodje, dobro večer vsi športniki, seveda nogometaši, predvsem tukaj v diskoteki Masaj. Lep pozdrav na drugi tradicionalni podelitvi nogometnih Oskarjev, ki jo organizirata športni dnevnik Ekipa in pa seveda agencija Nota Šport. Poleg nogometnih Oskarjev bodo vsi, ki bodo tukaj pred vami, dobili še posebno darilo, lepe nagrade, ki jih podarja generalni pokrovitelj Brodok iz Ljubljane. Veliko teh, ki se jih bo danes vrstilo na tem odru, prav gotovo poznate, skoraj da vse. Tudi ta dva, ki bosta prva pozdravila vse udeležence, to sta podpredsednika Nogometne zveze Slovenije, gospod Marko Ilešič in Slavko Kovačič. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, dovolite, da vas v imenu Nogometne zveze Slovenije lepo pozdravim na današnji pomembni prireditvi, ki veliko prispeva k popularizaciji nogometne igre v slovenskem prostoru. Časopisu Ekipa in pa agenciji Nota se v imenu Nogometne zveze Slovenije zahvaljujem za izvedbo celotne akcije. Naj vsem nominiranim igralcem, trenerjem in sodnikom pa iskreno čestitam. Največja čestitka pa velja tistim najboljšim. Z veseljem pričakujem novo akcijo za podelitev leta 1998. Nogomet, dragi prijatelji, je čar, je opoj, je izziv, je veselje. Nogomet je, kot tisti, ki boste danes dobili nagrade, trdo delo, garanje, odrekanje. Pa komu jaz to pripovedujem? Zato ste se vendar zbrali, zato smo se zbrali, ker imamo radi nogomet. In nekateri, kar mislijo, da se borimo samo za slavo, za denar, mi igramo nogomet, mi smo z nogometom zato, ker nas to druži. In če kdo pomisli na to, da morda je kakšen konflikt preveč, če kdo pomisli, da morda ni prav, da kdaj igra kdo, ki s svojim obnašanjem tega ne zasluži, to so malenkosti. Danes nas tukaj druži veselje. In zato mi je, potem ko je podpredsednik Kovačič že naslovil na vas besede pozdrava v imenu Nogometne zveze Slovenije, še posebej veseli, da smo tukaj zbrani, čeprav za nogometaše nekoliko nenavadnem okolju, zato da se danes poveselimo. Danes pozabimo na vse tiste borbe, na vse tisto, kar včasih privede tudi do kakšnega postrani pogleda. Danes smo tu zato, da nogomet dokončno zmaga. In zato prisrčne čestitke vsem nagrajencem in seveda z največjim veseljem pozdravljam to prireditev v Mariboru, tam na štadionu, tu v diskoteki Masaj. Maribor je ponovno dokazal, da je pravo mesto nogometa. Čestitam! Naj en. Čisto nora, a je nora, čisto nora.
no, čisto nora. Ko pogledaš me v oči, svoje želje zamaknem, samo ostaneš brez moči. Če bi zname ujeti, zavrteti v svoj krog, če bi zname k sebi vzeti, boš postal moj bog. Ostani z mano, to je moja noč. Jaz sem nora, čisto nora, čisto nora. Ostani z mano, to je moja noč. Jaz sem nora, čisto nora, čisto nora. Ostani z mano, to je moja noč. Jaz sem nora, nora, čisto nora. Ostani z mano, to je moja noč. Jaz sem nora, čisto nora. Nora, čisto nora. 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 To je moja noč. Čisto nora. To je moja noč. Čisto nora. To je moja noč. Čisto nora. Hvala lepa plesalkam skupine Make-up iz Ljubljane. Iz Ljubljane, če prideš semkaj, pa veš, da je treba ostati tukaj vsaj teden dni, vsaj za nogometaše. Drage dame in gospodje, dragi nogometaši, zdaj smo pri prvi kategoriji in sicer podeljujemo nogometnega Oskarja za veterana leta. Nagrado bosta podelila Marko Simeunović, ki je ta čas seveda v Turčiji, in pa Johnny Novak, ki igra pri francoskem nogometnem klubu. Seveda vse dobitnike Oskarjev vabimo, tako kot je v navadi tudi po drugih državah, da kaj spregovorijo našim gostom tukaj v diskoteki Masaj. Prosim. Ja, nominiranci za najveterana leta so Lučić Borivoj, Hit Gorica, Frice Lalois, Maribor, Zulić Samir, Olimpija, Kek Matjaž, Maribor, Žilnik Janez, Korotan. Torej, Oskar za najboljšega veterana v letu 97 bo pripadal Matjaž Kek, Maribor, Titanik. Ja, najprej vsem dober večer in dobrodošli v Mariboru. Na koncu moram povedati, da sem malo žalosten, ker sem bil tole priznanje za najveterana. To pomeni, da sem nekje pri koncu svoje kariere, ampak vseeno, za vse tiste, ki mi stojite v strani, ki ste mi pomagali v moji karieri, in za vse tiste, ki nam bo pomagali zdaj do konca, malo še ostalo, vsi veste. Hvala in če ne prej se vidimo v sredo v Ljudskem vrtu in takrat upam, da bomo že lahko slavili kaj večjega kot pa je ta nagrada. Hvala. Čestitke Matjažu Keku. Prvo kategorijo smo že spoznali, druga pa je kategorija najboljši trener mladih nogometašev. Nagrado bosta podelila Matjaž Florjančič, ki igra v Italiji, in Aleš Čeh,
Gag. Še poprej pa bo povedal še nekaj besed v pozdrav predsednik Združenja klubov Prve slovenske nogometne lige Branko Florjanič. Prosim. Lep pozdrav vsem ljubiteljem športa, še posebej nogometa. Jaz bom stvari obrnil, največkrat nominirarci povejo svoje želje, jaz bi pa povedal svoje, ker sem tudi iz Maribora. Želim si, da bi bilo v tej naši majhni Sloveniji še več takšnih nogometnih mest, kot je Maribor, in da bi nogomet jutri bil to, kar je v svetu. Še enkrat lep večer in nasvidenje drugo leto. Hvala. Hvala lepa, gospod Branko Florjanič, ki predstavlja Združenje klubov Prve slovenske nogometne lige. Mi pa smo zdaj pri kategoriji podelitev nogometnih Oskarjev v kategoriji najboljši trener mladih nogometašev. Nagrado bosta podelila, kot sem rekel, Matjaž Florjančič in Aleš Čeh. Lahko bi rekel tudi, da je to za mene ena največja nagrada, trener leta mlajše kategoriji. Kajti, če ne bomo začeli delati z mladimi, mislim, da potem tudi članski nogomet Slovenije nima nobene perspektive. Nominirani so Klančnik Herbert, NK Maribor, Zupančič Janez, mlada reprezentanca, Jakobič Matjaž, mlada reprezentanca do 18 let, Breber Zvonko, NK Maribor in pa Bečejec Radoslav, starejši dečki. Naslov trener leta mlajših nogometašev prejme Janez Zupančič, reprezentanca do 21 let. Zahvalil bi se za to priznanje, no in ponavadi je tako, saj včasih so rekli, če dobiš priznanje, moraš končati oziroma si na poti dokončaš. Glede na to, da sem pa dobil priznanje kot za trenerja mladih, mislim, da ne bom še končal. No to priznanje pa ni priznanje samo meni, ampak tudi fantom, s katerimi sem delal in želim si, da bi tako delali še vnaprej. Hvala lepa. Takole znova malce predaha. Če imajo nogometaši čas ali prosto, je prav, če se odpravijo, kot rečemo, v najlepšo, pa naj nekdo ne zameri, vasico blizu Maribora v Malečnik. Od tam za vaše veselje, dobro voljo in seveda v pozdrav countryju in nogometašem prihaja tudi Milan Pečovnik Pidžik. Zavedno s teboj želel bi ostati, malo bi ploskali zraven ali vse dolge noči, prečutil s teboj, rad bi zavpil, rad bi ti rekel, da ljubim te še. Ostani z menoj, vse je zaman in ti si daleč, še upanje to, umrlo je zdaj, le v sanjah si tu. Večno ob meni, saj ko se zbudim, sem žalosten sam. Gremo naši! Saj ni tak žalostna, le v sanjah si tu. Temna je noč, postelja prazna,
deževno nebo. Vsak dan bolj zlagan, če tudi si z njim, še vedno te ljubim, le v sanjah si tu, zavedno z menoj, le v sanjah si tu, večno ob meni, saj ko se zbudim, sem žalosten sam. Saj ko se zbudim, sem žalosten sam. Mi pa smo zdaj pri zanimivi kategoriji podelitev nogometnih Oskarjev in sicer bomo podelili Oskarja v kategoriji Najvratar leta. Nagrado bosta podelila Janko Irgolič in Herbert Vabič, pravzaprav človeka iz zgodovine vrat Maribora. Prosim. Dobro večer vsem skupaj, tudi v imenu vratarjev. Berta bi upravičil, ker je že malo zočali, pa so mene določili, naj preberem. Nominiranci za najboljšega vratarja v letošnji sezoni so Simeunović Marko, NK Maribor, zdaj vemo, da je branil za vse, ker šport v Turčiji, Pejković Nihat, NK Olimpija, Dabanović Mladen, NK Rudar, Nemec Dejan, NK Mura, Volk Robert, NK Primorje in Murko Tomaš, NK Maribor. Mimo grede, preden bomo odprla to koverto, da vidimo, kdo je najboljši vratar, moram iz svojih izkušenj povedati tudi za trenerje prvih ekip, ne samo za trenerje vratarjev, da je tudi delo z vratarji v naši deželi delno zapostavljeno. Tega ne bi smeli narediti, če hočemo imeti kakšne rezultate tudi višjega evropskega ranga. Namreč to je ena najtežjih športnih panog, ne samo kolektivnih, kajti nogometni vratar, praktično individualec v kolektivni igri, je zelo pomemben člen nogometne ekipe. In Oskarja za najboljšega vratarja letošnje sezone prejme Oskarja prejme za leto 97 Mladen Dabanović. Ja, recimo, da sem jaz ta tretji golman iz zgodovine Maribora, tudi malo bliže, ampak hvala vsem za poznanje. Seveda imamo tudi v Sloveniji nogometaše v gosteh, tako bomo zdaj v četrti podelitvi govorili o najtuji nogometaš v Sloveniji. Oskarja bosta podelila Brane Florjanič, predsednik Združenja klubov Prve slovenske nogometne lige, in pa gospod Slavko Kovačič, podpredsednik Nogometne zveze Slovenije. Moram reči, da osebno poznam samo dve kategorije nogometašev, dobre in malo manj dobre, pa ne glede na to, s katere države na svetu so. Ampak glede na to, da je to kategorija 6, najtuji nogometaš v slovenski nogometni ligi, nominirani so bili Demirović Enes, NK Hit Gorica, Lučić Borivoj, NK Primorje, Pačo Viktor, NK Maribor, Bozgo Clinton, NK Olimpija in Kamberović Fajek, NK Proton Auto Publikum. Iz teh ste
tisti, ki ste žrebali, izbrali najtujega nogometaša leta. Slavko, izvoli. Zmagovalec je Faik Kamberovič, NK Proton Auto Publikum. Svima bi se zahvalio i ja se nadam da ćemo mi stranci tu još da damo sve od sebe da se Sloveniji još bolje igra kako se Slovenija zna. Hvala. Tukaj je Milan Rudan, ki bo zapel prijetno skladbico Cvetje in vrtovi ali Goli in vratarji, recimo. Lepo je videti, kako se jutro spreminja v dan. Ti me zbujaš, a nisem in nate spet prinaša sončen dan. Priznam in vem, da je lepo deliti s tabo si nebo v jutru. So suze že pozabljene, pozabil sem na pravljice, a tebe ne. Cvetje med vrtovi, veter med gozdovi si, a ti igra se zvezdami. Rad bi le v tvojem svetu, na polju sam, s tabo preživel le dan. So poti predolge kot ceste, ki jih ne poznam. Toplina tvojega imena me greje, ko je zunaj čuden dan. Priznam in vem, da je lepo deliti s tabo si nebo v jutru. So suze že pozabljene, pozabil sem, prevarjal se, a tebe ne. Cvetje med vrtovi, veter med gozdovi si, a ti igra se zvezdami. Rad bi le v tvojem svetu, na poljih sam, s tabo preživel le dan. S tabo preživel le dan. Cvetje med vrtovi, veter med gozdovi si, a ti igra se zvezdami. Rad bi le v tvojem svetu, na poljih sam, s tabo preživel le dan. S tabo preživel le dan. S tabo preživel le dan. Pri kategoriji, ki prihaja zdajle, bomo govorili o tistih, ki niso najbolj priljubljeni, so pa na igrišču potrebni. Včasih dobri, včasih slabi, tako pravijo igralci, ampak vedno nepristranski, tako pravijo oni. Gre za kategorijo Sodnik leta. Nagrado bosta podelila predstavnik sodniške organizacije Vlado Lackovič in Aleš Križan, ki se z nogami in žogo potepa po Veliki Britaniji, danes pa je tukaj. Spoštovani gostje, dovolite, da vas tudi v imenu sodniške organizacije prijetno pozdravim. Tako kot je rekel gospod Zmago, to so tisti člani nogometne organizacije ali pa udeleženci nogometne igre, ki se pojavljajo iz nedelje v nedeljo
preko 1000 tekem, praktično je vsaki teden odigrano v Sloveniji. Najboljši sodnik je tisti, ki se ga med tekmo ne vidi ali pa ne sliši. Žal temu ni tako, treba presoditi dogodke, kako to pa sami ocenjujete. Za najsodnika leta so nominirani naslednji sodniki. Kos Drago Prevalje, Tabor Božo Portorož, Mitrović Milan Ljubljana, Mijatović Radenko Ljubljana in pa Novali Zoran Maribor. Najsodnik leta je Milan Mitrović Ljubljana. To, da nismo navajeni govoriti, raj piskati, bi sem skupaj rekel enkrat hvala lepa. Naj en. Šesta podelitev Oskarjev. Kategorija najmladi nogometaš. Nagrado bosta podelila Spasoje Bulajič in Štefan Škaper. Ja, najprej lep pozdrav vsem skupaj. Že res, da so to mladi nogometaši, vendar hkrati bi dodal, da igrajo nekateri, kar tudi sami veste, pomembno vlogo in so tudi nosilci ekip, svojih ekip, tako da se mi zdi ta kategorija nekako res pomembna. Zdaj pa, da ne bomo čakali, kar da preberem imena. Nominirani so Ipavec Patrik, NK Primorje, Čeh Nastja, NK Maribor, Nemec Dejan, NK Mura, Žlogar Anton, NK Primorje, Sivko Aljoša, NK Publikum, Vogrinčič Sebastian, NK Mura in Murko Tomaš, NK Maribor. Najmladi nogometaš leta 97 pa je Anton Žlogar, NK Primorje. Jaz bi se zahvalil za to nagrado, sem zelo vesel in čestital bi organizatorjem in da bi bilo teh prireditev čim več. Hvala. In znova si bomo malce oddahnili z glasbo, pa še informacija za poprej. Spasoje Bulajič, ki je bil tukaj zdaj in je podeljeval nagrado najmladi nogometaš, je bil lani dobitnik tega priznanja. Zdaj pa za vse nas, vas in one tam zgoraj, Sherry Band. Spet sončen je dan, ti mimo si šla, nasmehnila se. Rad ustavil bi te, a vedno nekdo domov spremlja te. A ko sama enkrat po cesti pošla, takrat ti povem, ti hodiš
lepo ti stojim in zate bi kradel in tebi dajal. Ti hodiš kot crna, lepo se smejiš in rožnato krilo, lepo ti stojim in zate bi kradel in tebi dajal. Sončen je dan, ti mimo si šla, nasmehnila se. Rad ustavil bi te, a vedno nekdo domov spremlja te. A ko sama enkrat po cesti pošla, takrat ti povem, hodiš kot crna, lepo se smejiš in rožnato krilo, lepo ti stoji in zate bi kradel in tebi dajal. Ti hodiš kot crna, lepo se smejiš in rožnato krilo, lepo ti stoji in zate bi kradel in tebi dajal. Mi pa smo pri 7. kategoriji, kategorija za tiste, brez katerih znova ne moremo. So dobri, slabi, zelo dobri, odlični in še kaj. To so trenerji. Izbiramo trenerja leta. Nagrado bosta podelila Borut Jarc in Zvonko Breber. Ja, lep dober večer želim vsem prisotnim. Seveda, trenerski kruh, veste, kakšen je. Težki, vendar bomo danes izbrali vseeno med temi 5 oziroma 6 nominiranimi najboljšega, ki si je verjetno to tudi zaslužil. Čeprav še ne vem, kateri je, ampak vsekakor si je zaslužil. Nominirani so bili naslednji gospodje trenerji za najtrenerja za leto 97. Gospod Kovačič Marin, NK Primorje. Gospod Koblencer Milan, NK Mura. Gospod Prašnikar Bojan, NK Maribor. Gospod Zupančič Janez, NK Triglav. Gospod Perica Jedinko, NK Olimpija. In pa gospod Karbuk Milovan, NK Potrošnik. Gospod Breber, izvolite in povejte, kdo je najtrener leta 97. Najtrener leta 97 je Bojan Prašnikar, NK Maribor Titanik. Jaz se zahvaljujem za to priznanje, ki mi je verjetno eno najpomembnejših v moji karieri. Hvala. Gospodu Prašnikarju zagotovo veljajo posebne čestitke in morda malo močnejši aplavz. Čestitamo mojstru Prašnikarju. Mi pa se bomo zdaj lahko zavrteli ob znani slovenski skupini. Veliki zabavljači so zanimivi in
dobro nastopajo. Predvsem pa prijetni za ušesa. Skupina Viktori. Stokrat sva se že objela, stokrat kot prijatelja, a danes, ko sva oba prvič zardela, je preskočila iskrica. Zapri oči in predstavljaj si, da vzameš me, daj le upaj si. Dolga bo ta noč, pozabi na skrbi, ne oziraj se, samo svoja si. Stokrat sva se že objela, stokrat kot prijatelja, a danes, ko sva oba prvič zardela, je preskočila iskrica. In sedaj sem čisto zmeden, ne vem naprej, ne znam nazaj. Zapri oči in predstavljaj si, da vzameš me, daj le upaj si. Dolga bo ta noč, pozabi na skrbi, ne oziraj se, samo svoja si. Ne vem naprej, ne znam nazaj. Zapri oči in predstavljaj si, da vzameš me, daj le upaj si. Dolga bo ta noč, dolga bo, pozabi na skrbi, ne oziraj se, ne, samo svoja si. Samo svoja si, samo svoja si. Mi pa smo zdaj pri 8. kategoriji in sicer pri tistih, ki jih imamo najraje na vsaki tekmi. Strelec leta. Nagrado bosta podelila doktor nogometa Branko Elzner, Nogometna zveza Slovenije in mednarodni sodnik Zoran Novarlič. Prosim. S kolegom imava manjšo obveznost, namreč pri strelec je lahko samo eden in zaradi tega seveda ni kandidatov. Zmagovalec je Faik Kamberovič, NK Protonauto Publikum. Čestitamo. Najbolje se toplo zahvaljujem. Ja se nadam da ću i ove sezone i iduće godine da dam što više golova za Sloveniju. Tako je, strelci, mi pa smo že pri 9. kategoriji. Sveda naši nogometaši, ko postanejo seveda dobri, odlični, potem seveda odidejo tudi preko meje, tako je prav, radi jih gledamo tudi takrat. In kategorija slovenski nogometaš v tujini bo zdaj na vrsti. Nagrado bosta podelila Janez Zupančič, selektor reprezentance do 21 let, in Matjaž Škek, Nogometni klub Maribor. Prosim. Tole je kategorija najslovenski nogometaš v tujini. Sam sem bil dolga leta v tujini in zato prav dobro vem, kako težko je biti v tujini. In vsem fantom, ki nas zastopajo tudi v tujini, še enkrat posebne čestitke.
Nominirani v tej kategoriji pa so Milanič Darko, SK Šturm, Čeh Aleš, GAK, Zahovič Zlatko, Porto, Florjančič Matjaž, Empoli in Novak Johnny Le Havre. In najboljši nogometaš, ki igra v tujini in upam, da dostojno zastopa Slovenijo, je Zlatko Zahovič Porto. Zlatko se je upravičil, ima eno obveze na Portugalskem, še igrali so, mislim, da finale pokala, zato še enkrat čestitke Zlatku. Skoraj bi zamudil, ker ti zadaj za odrom čaka visoko, lepo dekle. Ime je Alenka, priimek pa Kolman. Upam, da tako lepo, kot je lepa, tudi poje. Alenka Kolman. Danes je bila v Ljudskem vrtu nogometna tekma med estradnimi zvezdami Slovenije in Hrvaške. Zmagala je Slovenija 4-2 in zato bomo enemu od članov ekipe podarili tudi pokal ASICS, ki ga bo podelil Bojan Prašnikar, naš zvezdni selektor. Pa še nekaj,
Na tej tekmi je igral tudi naš človek, pevec, ki je zastopal Slovenijo na letošnji Evroviziji, o tem po podelitvi. Nekaj besed, zdajle pa vabim na oder gospoda Vilija Resnika. Dobro večer, dobro večer. Bravo. Vidim, da so priprave uspele v Celju in Mariboru. Sigurno, hvala lepa, Madonna, to pa je tako, da bi zmagal na svetovnem prvenstvu, gor bom rekel, v Franciji. Hvala lepa. In včas mi je, da sem to sprejel seveda kot gospoda Prašnikarja. Upam, da bo kdaj tudi, bom rekel, meni kaj pomagal pri treniranju nogometa. Vzbodo, ne? Dobro, tole bomo dali sem zdaj, tako levo, dobro. Ja, seveda pozdravljam vse, ki ste danes tukaj. Včas mi je, da tudi jaz tako sodelujem, bom rekel, na najpodelitvi nogometaša in ekipe. Danes ni treme, tako kot je bilo, bom rekel, v Birminghamu, ampak seveda bomo kar raje zapeli tole pesem Naj bogovi slišijo. Vse, kar mi ostalo je, pa spominov, upanje, njena slika pred očmi nikoli ne zbledi, ne žari. Tisočletja čakal bom, na kolenih prosil bom, naj usmili se nekdo, zakričal bom nebo, ljubino. Naj bogovi slišijo, in bi rekli Sloveniji 12 points. Gogi, pa kje si, Gogi? Naj usmili se nekdo, zakričal bom nebo, ljubim jo. Rešite me, ne morem brez njih, umira mi srce. Umira mi srce. Naj en. Ker smo se danes zbrali zaradi nogometa in predvsem nogometašev, nogometnih delavcev, bom res zelo kratek. V imenu edinega slovenskega športnega časopisa Ekipa vas vse, ki ste prišli, prisrčno pozdravljam in se vam seveda zahvaljujem za tale obisk. Uživajte v našem programu, zahvala pa seveda tudi agenciji Nota Šport, kajti Ekipa je vendarle samo športni časopis, tole pa je že kaj več kot samo šport, tudi šov in takšnih prireditev pa mi ne znamo organizirati sami. Nani, hvala lepa. Mi pa gremo dalje s podelitvijo in to zadnjo v absolutni kategoriji Naj en. Nogometaš leta Naj en. Nagrado bosta podelila Ivica Vulič, lani najboljši nogometaš, zdaj dela v Avstriji, in Metod Grkman, urednik za nogomet pri Ekipi. Prosim. Končno smo prišli do te kategorije, ki je seveda najbolj zanimiva. Verjetno vesel za nominirance, ampak tisto kuverto pa skriva Ivica, in ki je lanski zmagovalec. Nominiranci so Tončič Logar, NK Primorje, Bane Bulajić, NK Maribor, Alojz Fricl,
NK Maribor, Patrik Ipavec, NK Primorje in Štefan Škaper, NK Mura. Najboljši nogometaš leta 97 v Sloveniji je... Zmagovalec za letošnjo leto je Spasoje Bulajić. Ja, hvala vsem, hvala prirediteljem. Naj rečem, da je zame posebna čast in v veselje mi je, da držim ta pokal, ki je vsekakor nekaj največjega, kar se mi je do sedaj zgodilo v moji karieri. Upam pa, da bom v kratkem držal še kakšen pokal, nekaj takega, kar je imel Vili Resnik v mislih. Hvala vsem. Zdaj pa bi seveda prosil, tako kot se za Oskarjevce spodobi, da pridemo skupaj na oder. Vsi, ki ste dobili Oskarje in vsi, ki ste sodelovali, predvsem Oskarjevce, da pridejo semka na oder za fotografijo, ki bo ostala seveda v analih podelitve nogometnih Oskarjev v Mariboru. Vsi, ki ste dobili Oskarje, prosim, če se pojavite tukaj na odru. Medtem pa bi izkoristil priložnost, da bi se spomnil dveh kolegov, ki sta veliko govorila o nogometu po radiju, ko sem iz RTV centra v Mariboru, pokojni Mirko Strehovec in pa reporter Franček Jav, ki sta veliko dala za tudi slovenski nogomet.